predlogu zakonodaje o obdavčitvi kriptosredstev. Vemo, tu je predlog, da mora vsak državljan sam prijaviti, koliko kriptosredstev ima. Mislite si, da ta spisek pride v roke kriminalnim združbam? Če bomo imeli AI, ki ne bo dobro podprt z blockchain tehnologijo, potem bomo imeli divji zahod, bomo imeli invalidne rešitve, ki ne bodo toliko družbeno koristne, pa tudi bodo verjetno podprle pač velika podjetja in bomo imeli težave. Vsi vidijo neko neverjetno priložnost v tem, ne? Res transparenca, sledljivost, vse to, po drugi strani pa tak odpor. Zakaj bi temu rekli? Ker razbija monopole, popolna transparentnost. Ja. Da pravi, vse karkoli v postopku, vse se zapiše, ne? In ko so oni to isto rešitev po Evropi ponujali praktično po zelo dostopnih cenah, nobena vlada se ni odločila. Ne? Kamorkoli po svetu, ko smo šli, so rekli, pri vas pa res, da imate preko 1000, 2000 prodajnih mest, kjer si lahko s kvitom plačeval. Tako, ja. Zdaj ni enega več. Odganjamo najbolj inovativni del naše populacije. Če bodo ti koraki narejeni zdaj tako, bomo rekel, v stran ali pa celo nazaj, potem bomo toliko zašli, da tudi če bi kdaj čez par let hoteli, ne bomo več ujeli tega, kar smo že enkrat imeli in smo bili dejansko med prvimi. Lepo pozdravljeni v nove epizode Incrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes se mi v studiu pridržuje gospod Tadej Slapnik. Gospod Slapnik je nekdanji poslanec in državni sekretar, ki je po politični karieri svojo pot nadaljeval v svetu novih tehnologij. Danes vodi podjetje Hashnet Slovenija, sodeluje pri razvoju enega prvih nacionalnih blockchain omrežij v Evropi, C-Chain, soustvarja projekte prihodnosti in je aktiven pri mednarodnih visokotehnoloških pobudah, ker Slovenijo postavlja na zemljevid inovativnih držav. Z gospodom Slapnikom se bova danes pogovarjala o razvoju blockchaina in decentraliziranih tehnologij v Sloveniji, konkretnih primerih uporabe in o tem, kakšne priložnosti ponuja ta tehnologija za državo in širšo družbo. Ja, gospod Slapnik, še enkrat najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da sva se lahko dobila. Vidim, da kar potujete trenutno, tako da hvala Bogu ste najdeli malo časa tudi za nas. Hvala za povabilo, res z veseljem. Seveda. Preden greva čisto na blockchain, pa tako, mogoče na kratko še malo o vaši poti, da nas spoznajo, sicer tisto predstavitev smo že imeli, ampak kako ste se vi sploh podali v ta svet blockchaina, DLT-ja, kako ste s tem začeli? Ne? Nek tak preskok je bil v bistvu iz politike, ne? Pa tudi potem v tehnologijo. Vem sicer, da ste strojništvo doštudirali, ne? Ampak kako ste se znašli v tej panogi? Načrtno, po sreči? V bistvu je bilo naključje. Če lahko rečemo, da naključje obstajajo v življenju. Jaz sem 2015-2016 delal sicer na zelo zanimivi nalogi na vladi. Bil sem državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen tudi za prehod v zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo. In takrat smo delali, mislim, da je bil oktober 2016, smo delali en nacionalni posvet. Prihajala je 4. industrijska revolucija, pa smo rekli, da ne bo Slovenija v ozadju, bomo na to temo naredili en posvet, kjer smo imeli pa kar širok nabor povabljenih in so takrat kolegi iz inštituta Jože Stefan, takrat prvič, da sem jaz tak 1 na 1 opozorili Sloveniji, smo pa res dobri tudi na blockchainu. In če razmišljamo o 4. industrijski revoluciji, o nekih tehnologijah, ki bomo potrebovali, da bomo ta prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo delali, je blockchain ta. No in potem seveda sem si vzel čas, sem par knjig prebral, tako da malo si prideš noter. To je bil dejansko tisti razlog, da sem pač želel razumeti, kako ta tehnologija lahko dejansko pomaga gospodarstvu, pomaga državi, da s tehnološko podporo naredi ta prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo. To je bilo 2016. Zanimivo, že kar nekaj časa nazaj. Seveda v kriptu je to, oziroma blockchainu je to kar že dolgo obdobje. Pa ste mogoče pri svojem delu že v času politike opazili kakšen izziv, ko bi ga te tehnologije lahko rešili? Zdaj ste rekli, da sigurno v procesu iz linearnega v krožno gospodarstvo bi lahko to pomagalo. Kaj ste kle opazili predvsem, da bi lahko ta tehnologija spremenila? Takrat, na primer, ko sem gledal, je bilo ravno obdobje, mislim, da 3 mesece, 4 mesece potem, ko je Econom imel svoj prvi ICO. Tako. In oni so, na primer, nagovarjali, kako s to tehnologijo omogočiti lažji dostop do investiranja. Do investicij tudi v start-upe, tudi v neko rastoča podjetja, to je takrat v Sloveniji, pa še vedno je predstavljalo velik izziv. To je bilo eno izmed takih področij, medtem ko je pa potem Slovenija bila res tu izstopala, verjetno zagotovo ste seznanjeni, da smo imeli kar različne vertikale, ki so jih naši start-upi pokrivali.
naprimer od Sun Contracta na področju obnovljivih virov energije, sončne energije, Tako. Origin Trail, ki Tako. je sledljivost materialov, potem je ekipa Eligme delala nove načine plačevanja. Zelo širok spekter že takrat v tistem začetnem obdobju. Seveda se pa zdaj skozi leta, ko se pa tudi profesionalno ukvarjam s tem, se pa to področje praktično je razširilo na vse industrijske, gospodarske panoge. Tako. In se počasi že umika, se pravi, da se že ne sprašujemo v osnovi, ali je blockchain ozadje ali ni, se uporablja, ima svoje namene in dejansko so redka področja in bodo redka področja, kjer te tehnologije ne bomo uporabljali. Tako, ker ne bo uporabljeno. Včasih še tako zanimivo, tako abstraktna ideja še v tistih letih, danes pa že vsi govorijo o tem. Tudi gospoda Dreva iz Origin Traila smo že gostili, tako da imamo kar veliko te kriptomafije iz Slovenije pri nas. Ampak kateri bo recimo en izmed teh projektov, kjer ste vi pa zaznali res potencial te tehnologije na začetku? Ste se v katerega bolj podali, mogoče na splošno? Preden nadaljujemo, v začetku februarja za vas organiziramo finančno konferenco z naslovom Kam investirati v letu 2026. Če imate v prihodnjem letu namenjenih 20.000 evrov prihrankov ali več za vlaganje in vas zanima, kam bodo v letu 2026 največji vlagatelji vlagali svoje milijarde, potem vas vabim, da si rezervirate sedež na konferenci. Se vidimo. Jaz moram odkrito povedati, da bom tudi eno čisto resnično zgodbo povedal, ko sem to je bilo tam v zaključku mojega mandata, mislim, da leta 2018. Takrat je aktualna komisarka Marta Kos bila veleposlanica Republike Slovenije v Švici in takrat dobila strani Združenih narodov, tam je sedež tudi Evropske komisije za področje uvajanja novih tehnologij pri Združenih narodih, da želijo imeti državnega sekretarja Slapnika na eni predstavitvi, kjer bi predstavil raznolike področja uporabe blockchain tehnologij, ki so jih takrat naša podjetja razvijala, po pristop Slovenije. In takrat je še vedno imam ta PowerPoint, ki sem ga predstavil. Moram povedati, da je prišlo 130 držav poslušati to, kar smo imeli mi kot neka mala Slovenija za predstaviti. In tam mislim, da sem imel 7-8 slovenskih podjetij, takrat ICO-tov v teku že. In prav vsak se mi je zdel tistega, ki sem takrat izbral, večino sem jih prej tako tudi omenil, da je res z nekim smiselnim, vsebinskim pa tudi tehnološko rešitvijo odgovarjal. In tudi večina njih vemo, da je danes postala ne več samo uspešni start-upi, ampak resna mednarodno uveljavljena podjetja. Tako je, že kar velika. Se bo še pa tega malo dotaknila, žal kateri so nam pobegnili malo iz Slovenije. Ja, to je tudi velik problem, velik izziv. Ja, tako da se vidi, da res smo v Sloveniji imeli zanimiv potencial, bomo pa videli, če ga bomo znali izkoristiti v prihodnjih letih. Povejte mi še, trenutno pa upravljate tudi funkcijo, v bistvu ste direktor podjetja Hashnet Slovenija. Kaj pa je glavna misija tega podjetja oziroma s čim se to ukvarjate? Hashnet podjetje je bilo tudi tisto, zaradi katerega sem se takrat pa odločil, da bom po zaključku mandata vlade šel v področje blockchain tehnologij. Takrat je ekipa, ki je sicer bazično iz Zagreba, že imela za sabo prvi ICO in oni so si dali pa za izziv, da razvijajo četrto generacijo blockchain tehnologij. Razvili so svoj protokol, Hashnet protokol, bistveno hitrejši, bistveno več transakcij na sekundo, tudi za svojim mainnetom bistveno bolj poceni od Ethereuma. No in od takrat naprej praktično mi razvijamo, najprej smo bolj stavili na to, da bi imeli javno omrežje, ki še vedno je. Pričakovali smo, glede na to, da smo ga prilagodili, da bi lahko iz Ethereuma vse aplikacije zelo z lahkoto prešle tudi k nam, da bo več teh kriptoprojektov prišlo. Praksa je pokazala, da smo se tu zmotili, smo se pa bolj orientirali v enterprise usage, se pravi, da smo razvili in še vedno ponujamo blockchain kot storitev. Mi smo na primer 2019 leta v sodelovanju z podjetjem Telemax postavili prvo testno nacionalno blockchain omrežje na naši tehnologiji. No in zdaj, praktično od lanskega leta naprej, sodelujemo pri tem največjem evropskem projektu, kjer Evropa razvija
svoj Eurocloud, storitev različnih in notri tudi v sodelovanju s Telemachom razvijamo blockchain kot storitev, se pravi, da se iz tega kriptosveta usmerjamo v ene storitve, kjer bomo zagotavljali tako javnemu kot zasebnemu sektorju blockchain storitev kot v sklopu sicer ekosistema Euroclouda za uporabo tako na področju podjetij, kot tudi pri javni uporabi. Super, vrhunsko. Se pravi, pravite, da Hashnet v primerjavi recimo z ostalimi blockchain platformami je hitrejši, mogoče bolj učinkovitejši. Kaj je ta tehnološka prednost, predvsem bi rekla, zakaj Hashnet recimo? Ja, takrat, naprimer, so začeli prihajati proof of stake protokoli. Hashnet je proof of stake protokol, se pravi, da ima drug način potrjevanja, drug način potrjevanja konsenzusa na omrežju, ki ne zahteva take velike količine električne energije, ki je zaradi tega tudi hitrejši. Mi smo takrat tudi zelo hitro bili ocenjeni tudi strani UNCE-a kot eden izmed takrat, mislim, na 2019 najbolj sustainable takrat, blockchain protokolov, sicer na evropski ravni. Se pravi, da omogočamo, da se vrti omrežje z 95% manj porabljene električne energije in z nekimi 20.000 transakcijami na sekundo, kar je, vemo, bistveno več napram obstoječim tem večjim igralcem. Tako da ste v bistvu kar hitri bili, že kar zgodaj. No? Ja. Zdaj recimo take številke, kakšna Solana na najboljši dan mogoče dosega, pa je to zelo, zelo velik projekt. C-Chain je to omrežje, mogoče, ki ste ga prej omenili. C-Chain je, že takrat smo ga tako poimenovali, zdaj sicer v sklopu tega projekta Euroclouda prerašča. Imamo delovno ime projekta, ki je sicer financiran tudi strani Evropske komisije in tudi strani Republike Slovenije, kot C-Chain, Evropska podatkovna infrastruktura in storitve. Je pa res, da zdaj, ko ga razvijamo in ki ga širimo tudi v sodelovanju z številnimi partnerji, ki so v tem projektu, od SAP-a do inženiringa, do Deutsche Telekoma, da bo to postala storitev, ki ne bo več nosila to ime C-Chain, ampak bo dejansko izvirala iz tega, kar je takrat bilo tesno mrežje. Ok, super. Vrhunsko. Povejte mi pa, kaj je čim bolj enostavno, zakaj je sploh prišlo do vzpostavitve tega sistema oziroma kaj je cilj tukaj doseči za končnega uporabnika, recimo da bo čim bolj razumljivo za nekega končnega uporabnika C-Chain omrežje. Ja, zdaj bolj bojo naši končni uporabniki so razvijalci aplikacij. Tako. Zapravi, ali pa neka podjetja, ki s uporabo aplikacij rešujejo določene tehnološke ali pa poslovne izzive ali pa rešitve. In z našim omrežjem mi omogočamo varni, hiter in cenovno dostopno omrežje, na katerega oni integrirajo svoje aplikacije, ki jih potem končni uporabniki uporabljajo. Naprimer, če bi Origin Trail se odločil za svojo aplikacijo sledljivosti materialov, izdelkov, to aplikacijo zavrteti v tem primeru na našem omrežju, ki bo v sklopu Euroclouda, bi to lahko omogočili mu po neki dostopni ceni, tudi z nekimi performanci in seveda v nekem ekosistemu, tudi regulatornem, kar je pomembno, Evropske unije. Za razliko od sicer kar veliko aplikacij, ki se pa vrtijo na klasičnih javnih omrežjih, kjer pa prihaja pri podjetjih, pa tudi pri uporabnikih do izzivov, da niso toliko crypto-native, da imajo uporabniške težave pri uporabi, tako da želimo to čim bolj eliminirati in to dati kot storitev. Tako, super. Se pravi, nekako probate poenostaviti oziroma narediti čim bolj dostopno, če je kakšna zgodba pri nas oziroma v Evropski uniji. Tako, naprimer, mi smo tudi sodelovali, še vedno sodelujemo pri vzpostavljanju evropske blockchain infrastrukture, kjer je 27 držav članic vzpostavilo svoje omrežje. Naše podjetje vrti en node od teh 27 in tudi v sklopu tega več let trajajočega projekta je nastalo kar nekaj aplikacij, naprimer potrjevanje diplom za uporabo blockchain tehnologij, sledljivost materialov z tovrstnimi aplikacijami in seveda tovrstne storitve mi seveda želimo po drugi strani tudi približati uporabnikom in seveda povečati uporabo le-teh.
tudi pri nas in v Evropi. Vrhunsko. Nasplošno glede mogoče blockchain oziroma DLT tehnologije, ne? Včasih oziroma še vedno se sliši to, kot da je neka naslednja velika tehnologija, ne? Recimo po internetu. Ne? Mark Andreessen, recimo en izmed teh prvih pionirjev razvoja interneta oziroma brskalnikov, ne, je recimo označil kot to res neko naslednjo prelomno tehnologijo. No, tudi Žiga Drev zadnjič je rekel, da bi to lahko vzpostavil nek ta trust layer zaupanja na internetu. Ne. Kako vi to ocenjujete? Ima blockchain res tak potencial? Gre to za neko evolucijo, ki bo postopoma izboljšala te sisteme, a gre za neko revolucijo, ki bo čist nove temelje digitalne prihodnosti postavila? Veste, ko sem jaz seznanil z njo, pa ko sem prvih par knjig prebral, pa ko sem jo na nek način poskušal razumeti, od takrat naprej sem jaz, ko dojameš, da je omogočila, da smo internet informacij spremenili v internet vrednosti, že to je evolucija / revolucija, da je to omogočil. Ne. Seveda je pa pol realnost pri uporabi, pri implementaciji, pri tem, kako hitro lahko družba, pa tudi kot neki ekonomski sistemi, spuščamo to revolucijo notri v neko uporabo, je pa drugo in temu smo priča. Jaz še vedno trdno verjamem, tudi tako je Žiga verjetno omenil, da ima blockchain tehnologija še bistveno večje potenciale, kot pa jih izkoriščamo. In jih zaradi različnih razlogov, ne, se ali družba ali gospodarstvo temu upira. Naprimer pri uvajanju digitalnega evra sem tudi osebno sodeloval, kot smo z strani Evropskega blockchain observatorija na foruma pred 3 leti pripravljali eno študijo, kjer smo dokazovali, zakaj bi ga bilo smiselno narediti na DLT-ju. Smo zdaj v praksi videli, da da digitalni evro ne bo na DLT-ju. Se pravi, da nismo izkoristili te tehnologije. Zakaj? Kakšni lobiji, bančni, kakšne razlogi so bili v zadnji, seveda se bo malo videlo in tudi na ostalih področjih je tako. Da bi lahko, mi smo imeli primer, da se v sklopu EPSI, Evropske blockchain infrastrukture, se je razvijala aplikacija za notorizacijo dokumentov. In rešitev je bila, mislim, da zelo hitro razvita 2019, so jo celo v Luksemburgu predstavljali. Mislim, da je bilo Evropsko računsko sodišče nosilec tega use case-a, na kar se ostane cela Evropska združenje notarjev, ki se začne nasprotovati, začne preko različnih lobijev, seveda se ustraši teh rešitev in se je v roku pol leta, ta zelo kvaliteten use case se je potem, mislim, da so ga celo preimenovali. Hočem reči, da zagotovo tehnologija nosi te potenciale. Večji izzivi so pri tem, do katere mere smo jo sposobni in jo spustimo k uporabi, in regulatorni del. Pri regulatornem delu pa mislim, da imamo še več preglavic kot pri tem. Tu žal mislim, da Evropa namesto, da bi izvajala tako imenovano pametno regulacijo, fejst ustavlja, se pravi, da se izkorišča vsa znanja, kako čim bolj zregulirati, čim bolj zakomplicirati, in to je pa drugi velik zaviralec. Sicer pa vemo, da je decentralizirala tudi sicer uporabo interneta, ta tehnologija, da jo v neki kombinaciji z umetno inteligenco, z internetom stvari, tudi s prihajajočim kvantnim računalništvom, predstavlja hrbtenico tako imenovanega Web 4.0, in da brez te tehnologije tudi interneta 4. generacije ne bomo imeli in ga ne bomo izkoristili. Do katere mere, še enkrat, podobno se bo tudi pri umetni inteligenci zgodilo po tem močnem hypu, da bo veliko več potencialno imela, kot pa jih bomo izkoriščali. Jaz mislim, da to blockchain tehnologija ima. Se pravi, še več, kot nekateri mislijo, da ima potencijala. Res zanimivo. No? To mi je velikokrat slišim, no? Tudi mogoče nisem presenečen, ampak da je problem, seveda na eni strani z regulacijo, v Evropski uniji vedno najprej radi reguliramo, potem pa tisto, kar ostane, nekako sprejmemo počasi, čeprav bi lahko mogoče malo bolj nasproti hodili tej tehnologiji. No? Zakaj pa ta odpor potem mogoče iz druge strani? Velikokrat goste vprašam, tudi meni se zdi, ta decentralizirana tehnologija. Vsi vidijo neko neverjetno priložnost v tem,
res transparenca, sledljivost, vse to. Po drugi strani pa tak odpor. Tam ste rekli, recimo notarji so se upirali. Zakaj bi temu rekli? Ker razbija monopole. Ja. Razbija centre moči, ki vemo, da so še vedno koncentrirani v tistih 2-3% sicer, in tu prihaja do tega. Pri transparentnem delovanju prav tako. Vem, da so kolegi, ki so razvijali eno rešitev za eno južnoameriško državo, so povedali, da so na primer naredili rešitev, da vse javne projekte, ki jih država na področju investicij v gradbeništvo, infrastruktura, da so jih začeli izvajati z zagotavljanjem sledljivostjo z blockchain tehnologijo v ozadju, popolna transparentnost. Se pravi, vse karkoli v postopku, vse se zapiše, so imeli razloge, ker so imeli izgleda velike izzive na korupciji in tako. In ko so oni to isto rešitev po Evropi ponujali praktično po zelo dostopnih cenah, nobena vlada se ni za njo odločila. In to ti pove, to je problem. Se pravi, da je to taka rešitev, ki bi lahko naredila korak naprej, pa potem odločevalci se ne. In to je tisto. In tudi sicer, vse vemo, ko pride do nekih uspešnih, tudi ko so bile neke crowdfunding kampanje, ker se je lahko velikemu številu posameznikov na decentraliziran način omogočilo, da so en projekt podprli, tudi od tega kaj zaslužili. Se pravi, da ni bil privilegij investirati samo za velike, da je to tudi marsikoga zmotilo. In to vse to prinaša. Ja, absolutno. Ko so tudi ti ICO-ti konec koncev pokazali, da ne potrebujemo drugih vrst financiranja, je bil velik odpor, sej davč od tega, da bi bili izpopolnjeni že takrat, je bilo tudi kar nekaj prevar v drugi strani. Je bilo, ampak je še vedno rad poudarim, da takrat, mislim, 2017, ko se je prevešalo, 2017, ko se je na globalni ravni potegnila načrta, so naši projekti iz Slovenije 5% globalnih investicij zbrali. Ne vem, zdaj na pamet je bilo to skoraj 700-800 milijonov evrov. Toliko neposrednih investicij v neke ideje, nikoli v preteklosti skupaj in v prihodnosti Slovenija prek svojih podjetniških skladov, karkoli že imajo, ne bo mogla narediti. In to se je seveda poznalo in to se še vedno pozna. Seveda z razliko od tistih, ki so kot slovenski uspešni podjetniki zdaj že nad Slovenijo obupali zaradi regulative, zaradi tega, da pač vidijo, da navkljub temu, da so želeli od tu delati, da tega več ne morejo. Ja, absolutno. Zelo zanimivo in zelo močno orodje je ta decentralizacija. Zanimivo je tudi to, kako se borijo v bistvu te centri moči pred to decentralizacijo, ampak kljub temu že imamo nekaj zelo uporabnih primerov, recimo slovenski CargoX, konec koncev uporablja zelo uspešno blockchain rešitev pri svojih logističnih rešitvah, pri carinah, tako da egipčanska vlada je imela tudi kar nekaj težav s transparentnostjo na tem področju in so pač zadevo naredili mandatory, se pravi obvezno za vse. Tako da, ko so enkrat to naredili, praktično korupcija ni več mogoča. Ampak preden se bo ta tehnologija vse te, konec koncev bi tudi volitve lahko dali na blockchain tehnologijo in bi bilo minutko čez 7, recimo, zadeva kristalno jasna. Ampak ja, ravno zato me to vprašanje tako intrigira. Če bo centraliziran sistem dovolj decentraliziran sistem. In tu bi še dodal, seveda, da je do zavedanja o potencialih decentraliziranih tehnologij je v Sloveniji nadpoprečno veliko število prebivalcev do tega prišlo. Mislim, da smo tam leta 2017-2018 tudi neke raziskave delali, da smo bili 2-3-krat bolj ozaveščeni o tem, tudi z kriptom se je ukvarjalo nadpoprečno veliko Slovencev. Ampak še vseeno, ko pogledamo, je sicer premalo razumevanja in poznavanja teh potencialov. In če potem prebivalstvo premalo to pozna, premalo zagovarja in se to premalo odraža tudi pri odločevalcih, da bi to upoštevali. Se pravi, pritiski so premali in se mi zdi, da je tu še veliko prostora, ker tako vse, bom rekel, neke dobrobiti,
ki so se tehnološko ali pa družbeno potem uveljavile, so prišle potem iz ljudi ven. Se pravi, da je tu več zavedanja ob teh prednosti, več tudi razumevanja in potem tudi večji pritisk bo sprožil tudi to, da se tisti, ki pa držijo v ozadju, potem vendarle uklonijo. Tako, se pravi, nas ne boli zaenkrat še dovolj, da bi kaj spremenili na tej strani. Super. Velikrat zdaj pa tudi trenutno sva govorila iz te vidika tehničnih rešitev blockchaina. Ampak je treba tudi izpostaviti gospodarske koristi, na kratko sva že jih prej, se pravi prav ta učinkovitost, nizki stroški delovanja, preglednost. Katere panoge se vam zdi, da bi lahko najbolj prihranile, bodisi glede učinkovitosti, glede nizkih stroškov, mogoče logistika, energetika, zdravstvo, fintech, kje najbolj opazujete to? Najprej bom začel z okrožnim gospodarstvom. Vemo, da je to en največjih izziv tudi evropske ekonomije, zaradi tega, ker smo zelo izpostavljeni uvozu osnovnih materialov, iz katerih potem izdelujemo, in smo zaradi tega in tudi zaradi sicer globalnih omejitev po resursih prisiljeni, da ta model iz linearnega v krožno vzpostavljamo, ampak zagotoviti realne delujočega krožnega gospodarstva v podjetjih kot takih in tudi kontrolo nad temu, je to nemogoče narediti brez blockchain tehnologije. A lahko mogoče samo za občinstvo razložite na hitro razlika med linearnim, krožnim, zakaj? Ja, linearno je tisto, katerega smo imeli dokler, ni tudi, moram povedati, smo lahko ponosili dr. Potočnik, ki je bil takrat evropski komisar, ki je ta koncept, ki je nastajal, pripeljal tudi na evropsko raven in Slovenija je bila tudi ena prvih, ki je na tem področju veliko naredila. Linearno gospodarstvo smo imeli, je bilo do takrat, oziroma še v veliki meri je, da mi iz narave vzamemo osnovni material, iz njega naredimo izdelek, ga uporabimo in zavržemo. Linearno. Tako. To smo lahko počeli tako dolgo, dokler nas je bilo na tem planetu toliko, da smo teh resursov imeli toliko, da smo jih lahko vedno zavračali. Zdaj pa vemo, da je do 2030 je pritisk po uporabi tako velik, da bi rabili 2 zemlji, da bi vse te osnovne materiale lahko zagotavljali in smo prisiljeni v krožno gospodarstvo. In pri krožnem gospodarstvu ti že, ko začneš delati proizvod, razmišljaš, kaj boš potem, ko ga ne boš več uporabljal, kako ga boš razstavil, kako boš določene komponente zopet pripeljal nazaj. In ko to počneš, tehnološko je to tako, da je lahko transparentno. Edini način, da to uporabiš blockchain tehnologijo, se pravi tehnologijo, ki nezavisno od tega, kateri, ali je to uporabnik, ali je to eno drugo podjetje, se na njej zapisuje, kaj se je s tem materialom dogajalo, kje je bilo, kak je tekel. In naprimer, to je eno področje. Področje energetike, decentralizirane proizvodne in souporabe električne energije je drugo. To smo imeli, jaz tudi sam sem še vedno uporabnik platforme Sun Contract, kjer se je uporabljalo, da smo lahko te viške električne energije lahko ali podarili, ali pa tudi z njimi trgovali. Se pravi, da smo lahko prvič kot posamezniki, ne kot podjetniki, zatem, da ko smo od sonca monetizirali električno energijo, tudi od nje nekaj imeli. Na področju zdravstva ste omenili, tam si še vedno želim, da smo tudi takrat Irijo, en od ICOT-ov bil na tem področju zdravstvenem, kjer so razvijali rešitev, da imaš ti cel tvoj zdravstveni karton v walletu in da ti razpolagaš z svojimi zdravstvenimi podatki, vse, kaj se je pri tebi dogajalo, in da, naprimer, ko imaš ti neko nesrečo v Franciji in ko te odpelje in ko te hočejo operirati, da ne rabijo oni, 2 dni porabiti pridobiti te podatke, ampak lahko preberejo tvoje trenutno zdravstveno stanje in te lahko, naprimer, na prav način obravnavajo. Da se ne pogovarjamo potem vse ostale prednosti, ki jih ima to, da so podatki pri tebi, da, naprimer, ko imaš neka zdravljenja, imaš neke preventivne procese, lahko isto veliko pridobiš. Potem pa, ne vem, na področju turizma, mi smo tudi z enim startupom sodelovali, tudi sami smo se vključili, kjer smo čisto nove turistične načine prodaje turističnih paketov razvijali z uporabo NFT-ov. NFT, ki ti je nosil neko vrednost ali pa tudi neko vsebino nekega aranžmaja, ampak si ga lahko tudi kadarkoli preprodal. Se pravi, da si lahko ti z njim si ga uporabil ali pa na sekundarni marketu dal naprej. In je tudi omogočil nek nov poslovni model, ki do takrat ni bil mogoč.
ne vem, dobavne verige, naprimer BMW, vemo že vrsto let, najprej notranje, zdaj že z vsemi dobavitelji uvaja, da jih praktično jim da pogoji. Če želite nam dobavljati, naprimer, ojnice, morate uporabljati pri proizvodnji zapis tudi na blockchain, se pravi, da lahko kadarkoli se nazaj se pogleda, ko so kakršnekoli reklamacije, kaj se je takrat dogajalo. Se pravi, da je to, teh področjih jih res ogromno. Ne? Naprimer, zdaj trenutno tudi stablecoini, kako so uporabljeni, kako je naprimer Amerika s tem zdaj potegnala, kako prehiteva, kako to lahko poenostavlja, pa tudi poceni poslovanje, so taki primeri. Ja, recimo, ravno na temo teh stabilnih kovancev, gospod Branko Drobnak je povedal, recimo, da s pomočjo teh stabilnih kovancev, ki imajo svoj backing oziroma so v ozadje, so te njihove zakladnice ameriške. Tako da v bistvu prek teh stabilnih kovancev Amerika želi svoj dolg nekako globalno prodajati, ker so pa na voljo vsem. Kakšno je vaše mnenje glede te poteze? Ja, za njih je dobra. Za njih je dobra. Plačali bomo tudi mi. Najbolj me pa boli, da in tudi tu imamo neka prizadevanja, da v Evropi ne zmoremo kaj takega narediti, pa ne da bi izkoriščali druge, ampak da bi prišli do nekega zelo uporabnega načina plačevanja mikro ali pa malo večjih transakcij, brez vseh teh stroškov, ki so sicer, vemo. In da je tu, bom še enkrat povedal, da se mi zdi, da je tu bilo zelo veliko vpliva tudi, da je ta prihajajoči digitalni evro fejst zaviral to, da bi se kaj takega na evropskem trgu. Tudi v končni fazi Mika je veliko pripomoglo k temu, da je, mislim, da je zdaj samo eno podjetje v Evropi ima dejansko vse potrebne licence, da izdaja stablecoin evra. To je škoda. Tu zaostajamo. Ja, je res kar velika škoda. Pa zdaj valih, ker sva pri tej Miki, kakšno je vaše mnenje? Bi Evropska unija lahko bolj naproti šla, rekli ste tudi glede digitalnega evra? Če ne bodo uporabljali blockchain tehnologijo, katero pa bodo v bistvu? Kaj bi lahko drugače naredili? Poglejte, ko so sprejemali Miko, kot rečeno, jaz se nisem ukvarjal s tem delom, kar so tudi veliko bolje upravljali strokovnjaki, pravni tudi iz Slovenije, Marina Markezetič, Anja Blaj in ostali na evropski ravni. Takrat smo tudi kot soorganizatorji Evropskega blockchain tedna v 2021 našo podjetje soorganiziralo sodelovanje tudi z Tehnološkim parkom in Blockchain Alliance Europe. Smo mislim, da predzadnji 2 leti imeli vedno tudi teme Miko. Se pravi, da je tam nek proces dialoga tekel in takrat je mene navdajal z optimizmom, ker sem videl, da tako predstavniki naših ministrstv so prišli, tako naši pravni strokovnjaki, industrije, tudi Evropske komisije. To, kar je bilo na koncu sprejeto, pa to, kar se zdaj, ko se implementira, je pa to nekaj, kar, če ne bo hitro spremenjeno, popravljeno, bo popolnoma odvrnilo industrijo, ki se s tem ukvarja in popolnoma zadošilo vse potencijale, ki jih imamo. Tako da jaz zagovarjam, da bo treba resen razmislek narediti, ko se na področju GDPR-a tudi dela delno, da bo treba Miko popraviti. Je treba malo zrahljati mogoče to, ker je že kar nekaj podjetij v bistvu pobegnilo iz Evropske unije, podjetij, ki so ustvarjala konec koncev tudi kar velik del gospodarstva in pa razvoja. Po eni strani imamo to srečo, da v tem kripto svetu je zadeva, zgodba je globalna, tako da tudi v času, ko recimo Kitajska prepove, se trg drugam prenese. Zdaj recimo je bila Amerika 4 leta v prejšnji administraciji v nekem temačnem obdobju in zdaj Trump in ostali hodijo naproti, sicer na zanimive načine. Ampak kljub temu pa je žal. Se pravi, vam se zdi, da mogoče Evropska unija bi lahko bolj prišla naproti. Bi mogla in tudi ta drugi korak, ko ga je naredila, to je pa ta 7 let trajajoč projekt Evropske blockchain infrastrukture. Moram reči, da smo bili v veliki meri vsi, ki smo bili, in to so bile vse države članice, tudi z različnimi podjetji, podobno kot je naša, vključena v to, šokirani z nastopom nove Evropske komisije,
Praktično oni so razpustili tudi celo enoto na DigiGrow, ki se je ukvarjala s tem. Praktično še zdaj ni jasno, kako bo ta infrastruktura, ki zdaj je bila vzpostavljena, se naprej financirala, pa tudi razvijala. Veliki koraki so bili nazaj narejeni, različni razlogi so bili to, ne vem, povečani izdatki na področju obraževanja in vse ostalo, ampak mislim, da so to bolj kot nezgovori. V veliki meri je tu resnica v tem, da delamo korake nazaj, takrat, ko jih delajo ostali naprej. Amerika še sploh. Kitajsko, ko pa ste omenili, jaz sem bil zdaj parkrat doli tudi, kar spremljam, ne. Čeprav je Kitajska prepovedala kripto, če prideš blizu, ko vidiš, kako imajo reguliran Hongkong, kje so podjetja, kdo vodi ta podjetja, koliko so ta podjetja globalna, koliko ta podjetja tudi vseeno operirajo. Tudi po Kitajskem, pa po celem svetu imajo take rešitve, ki jih Evropa nima. In tu zaostajamo. In to je res velik izziv. Je kar velik izziv, ja. Kako se pa vam zdi, da je stanje mogoče potem v Sloveniji? Evropska unija recimo trenutno gre korak nazaj, in tudi to je velikrat recimo izziv teh demokratičnih struktur, ko pride mandat, potem pa se točno kontra začne delati, kot so prejšnji zastavili, kar je velik izziv. Kitajska ima tukaj recimo prednost, oni si recimo izberejo, zdaj bomo pa avtomobilsko industrijo naredili in naredijo to. Zdaj bomo pa biotehnologijo razvijali, pa pač delajo 10 let na tem, 20. Kako bi pa rekli, da trenutno Slovenija kot država gleda na blockchain pa na kripto? Jaz bi spomnil, par let bi se navrnil nazaj, takrat mi smo bili v vrhu kreatorjev 2018. Po teh 3 letih intenzivnega, tudi smo takrat na Brdu pri Kranju skupaj z Evropsko komisijo pa 7 državami članicami organizirali prvi blockchain summit v Evropi na tej ravni in takrat smo smo bili v prvi vrsti. Potem, po vladi takrat dr. Cerarja, je praktično naslednja vlada. Vse, kar je bilo je veliko pripravljeno, bilo je v teku, tudi je bil predlog akcijskega načrta, ki je segal par let še naprej, se je samo pustilo, se pravi nič. Pustilo se je. Ni se nasprotovalo, ni se delalo karkoli, ampak se je pustilo. In če ti pustiš takrat, ko je nekaj vzleto, to je prosti pad. In to se je začelo dogajati, da ta proaktivno, se pravi, da se država, ki takrat smo imeli, 2 leti za sabo intenzivnega od tega razumevanja startupov, sodelovanja, vključevanja regulatorjev, da so jim pomagali razumeti, ali bodo njihove rešitve, da je šlo v to. No, pol je pa sledilo pa naslednje obdobje, ki pa zdaj še traja, je pa tako, da meni zaradi neznanih razlogov, to je na primer zdaj najbolj vidno pri tej novi predlogu zakonodaje o obdavčitvi kriptosredstev, da se pa kažejo že prvi odkriti koraki, da se dela proti. Se pravi, ne samo proti tistim, ki so z kriptosredstvi, moram tudi to omeniti, bili zelo razgledani, zelo napredni, da so pravočasno razumeli tehnologijo, se potem na podlagi tega tudi si sebi pomagali in tudi jo monetizirali, da proti njim, ampak z njimi gredo tudi, to so isti ljudje, ki so tudi imeli podjetja, ki so razvijali rešitve, ki se jih zdaj postavlja, če bo na primer ta zakon sprejet do te situacije, da ali zakona ne bodo izvajali, ali pa da se bodo umaknili. Se pravi, da odganjamo najbolj inovativni del naše populacije. In to ni v redu in mislim, da bi bilo to treba še bolj izpostaviti in seveda pri prihajajočih volitvah prihodnje leto staviti tudi na to, da bodo tisti, ki bodo se podajali, da bodo mogli odgovoriti tu z drugo smerjo. Ker če bo to v kombinaciji potem tudi z najbolj, trenutno proaktivno tehnologijo, umetno inteligenco, če bodo ti koraki narejeni zdaj tako, v stran ali pa celo nazaj, potem bomo toliko zašli, da tudi če bi kdaj čez par let hoteli, ne bomo več ujeli tega, kar smo že enkrat imeli in smo bili dejansko med prvimi. Ja, res je, kar škoda, nekaj gledava za nazaj, kakšne podjetja vse smo imeli v Sloveniji, zdaj pa tudi še nekaj jih imamo. Jih še je, ampak
če ne bodo tu spremembe res konkretne, da se bo dejansko poskusilo razumeti. Naprimer, jaz sem zadnjokrat prvič slišal, mislim, da ministrica Klamferjeva je napovedala to, kar smo takrat tudi mi pripravili, pa nam žal ni uspelo, regulatorni peskovnik za podjetja, visokotehnološka podjetja. Država, ki nima kvalitetno delujočega regulatornega peskovnika, dejansko ne more omogočati normalnega, konkurenčnega plasmaja tehnologij pa izdelkov na trg svojim podjetjem. In s takimi koraki seveda lahko zopet vrnemo nazaj. Če takih proaktivnih korakov ne bomo imeli, potem nas bo povozilo. Nas bo povozilo. Ja, potem pa moramo biti kar previdni v naslednjih letih. No, žal, se pravi, smo že imeli neko jasno strategijo, bili smo na tej pravi poti, no, kljub temu pa danes smo bolj zadržani. No, pa klih na to tematiko, ki so preomenila, vi kar veliko potujete, vidite po svetu, kako se razvija blockchain in ostale visoka tehnologija. Kako pa druge, mogoče v Evropski uniji, pa tudi druge v tujini, gledajo na Slovenijo zdaj iz vidika tehnologije? Kako nas vidijo? Smo konkurenčni, nismo več? Dobro, jaz verjetno se v takih, bom rekel, okoljih ali pa s takimi podjetji v veliki meri, kjer še vedno v veliki meri tudi dobro, ali sploh ne poznajo Slovenije, ali pa jo poznajo po temu, da imamo vrhunske strokovnjake, da imamo na določenih področjih tudi vrhunska podjetja in da to še vedno nosimo. So presenečeni, naprimer, ko slišijo, da nismo več kriptodržava. Mi smo bili kamorkoli po svetu, ko smo šli, so rekli, pri vas pa res, da imate, ne vem, v enem obdobju ne bilo preko 1000-2000 prodajnih mest, kjer si lahko s kriptom plačeval. Tako, ja. Zdaj ni enega več, da se to zavedamo. Ne. Tega še ne vedo, kaj se je zgodilo. Drugače pa zelo cenijo, tudi so naša podjetja, tudi če so se preselila, jih poznajo kot Slovence. So tudi na področju umetne inteligence, tudi na področju zdaj metaverza, industrijskega metaverza, digitalnih dvojčkov mest. Tu je. Je pa res, da to, da pa se potem nekaj dogaja s temi podjetji, ki so bili nosilci, je pa nek časovni okvir, v katerem bo tudi ta informacija prišla širše in takrat bomo imeli pa izzive. Kako pa, zdaj so se parkrat že dotaknili na tele umetne inteligence, ne? Zadnjič sem že imel kar debato z gospodom Drevom iz Origin Traila. Kako vi gledate na povezavo med umetno inteligenco in pa blockchain tehnologijo? Kje se tukaj srečata, kako se dopolnjujete mogoče? Ko sem leta nazaj, ko smo kakšna predavanja osnovno delali, sem uporabil človeško telo, pa sem rekel možgani, se pravi, ta intelekt del je AI. Potem sem rekel, da je spomin, pa zapis tega, kar se je, to je blockchain. IoT, internet stvari, se pravi, senzori so naša tipala. In na ta način skupaj, potem, ko jih uporabljaš, bodo tudi funkcionirala. Če bomo imeli AI, ki ne bo dobro podprt z blockchain tehnologijo, ki bo, ne vem, na področju avtorstva nečesa zapisala, potem bomo imeli divji zahod in bo z AI-om monetiziralo vsako multinacionalka, karkoli bo že. Če bomo imeli rešitve, na katerih tudi že delajo, tudi kolegi na evropski ravni, kjer bodo uporabljali blockchain tehnologijo, da bodo na področju digitalnih avtorskih pravic sledili avtorske pravice tudi za uporabo ali pa souporabo umetne inteligence, potem bomo imeli rešitve, ki bodo dobre. Če tega ne bo, bomo imeli invalidne rešitve, ki bodo seveda take, ki ne bodo toliko družbeno koristne, pa tudi bodo verjetno podprle pač velika podjetja in bomo imeli težave. Tako da jaz zagovarjam kombinacijo, se pravi, zaradi tega je tudi, mislim, da Evropska komisija 2022 že naredila to strateški načrt in tudi strategijo uvajanja Web 4.0 v Evropi, kjer prav to razlaga umetna inteligenca v kombinaciji z blockchain tehnologijo, internetom stvari in velikimi podatki, omogoča internet četrte generacije in zaradi tega je meni tudi toliko bolj nerazumljivo, ko po eni strani gledam, da pri umetni inteligenci tudi odločevalci na evropski ravni z velikim
interesom investirajo, pozabljajo pa vse ostale tehnologije, ne, ki ti pa potem končno uporabo umetne inteligence naredijo tako, da je prvič družbeno sprejemljiva ali pa da je tudi, ne vem, če je decentralizirana, potem je lahko tudi koristna za večji obseg uporabnikov ali pa so akterjev kot pa sicer. Ne. Tako super. Se pravi, vidite kot tehnologiji, ki se dopolnjujete oziroma ena brez druge, verjetno ne boste najbolj funkcionalni. Je super. Če pogledamo še malo bolj iz vidika digitalizacije v Sloveniji. Zdaj ne vem, če ste se vi kaj s tem upravljali, ampak je zelo taka pereča tematika, ne, naša javna uprava. Še celo digitalizacija ni tam, kaj bi si želeli, ne. V javni upravi blockchain je pa še verjetno malce bolj daleč. Ampak vidite, kje uporabo bi mogoče lahko v kakšnih procesih te birokratskih spremenili, mislim, kaj pohitrili z blockchainom, mogoče kakšne čakalne vrste malo skrajšali, kakšna priložnost za blockchain v javni upravi, kje to vidite? Mi smo že takrat zelo odkrito razmišljali, pa tudi, ne vem, ko si v vlogi bil funkcionarja na vladi ali pa tudi na ministrstvih, ko si hotel ene procese, ki so imela ena vozlišča, naprimer neki, ali so bili to javni razpisi, ali so bile neke javne subvencije, ali so bili to neki projekti, v katerih so različni državni uslužbenci sodelovali in ki so jih zaradi različnih razlogov je prišlo do zastojev. Ja. In ti zastoji so pa navadi, in še vedno so, naprimer, da je v Sloveniji normalno, da rečejo, če boš ti želel zgraditi en stanovanjski blok, da ti bo 3 leta vzelo to, da boš dovoljenje dobil. Ali pa da, ko so bili potem razpisi, da so bile neke razpisni pogoji in da so potem podjetja imela težavo, da so jih umaknili zaradi tega, ker so zaradi različnih razlogov ugotovili ali pa niso ugotovili, da so bili neki dokumenti priloženi ali niso bili. Torej, da smo že takrat iz tega, da imaš ti transparenten nadzor, pa ne samo nadzor, transparentno upravljanje teh procesov, kjer se tudi zaposleni v javni upravi zavedajo, da tega ne morejo skriti, da z uvajanjem take tehnologije lahko narediš ne samo bolj transparentno, ampak tudi bolj učinkovito. To je samo eno področje. Ne. Imamo pa tudi številne druga, ne. Kjer pa seveda, če imamo mi strukture po ministrstvih, ne, in tudi podjetja, ki so vključena v to, da vse te informacijske sisteme kot take vzdržujejo, vemo, se uporabljajo. Če imajo ta podjetja, ne, in uspejo ta interes njihov, ne, zagotavlja, če vedno vsa ta ista orodja, toliko močna, ne, da se pač ne odločijo, da bi potem zamenjali jih, potem smo tu, kjer smo. Ja. In to je, se mi zdi, pa naš ključen problem, da so ministrstva pa tudi v veliki meri paradržavne inštitucije, ujetniki takih rešitev, ki so za časom. In tu, če sem se jaz kje zgledoval po Estoniji, naprimer, koliko ste Estonijo, Estonija je taka država, ki je bila pa tu ravno obratna, da so vedno iskali to vrstni napredek in ga vedno tudi implementirali in bili obratno, vedno odprti za novitete. Tako da ja, tu prava taka neko digitalizacija ali pa transformacija se takrat zgodi, ko ti dejansko spustiš notri tudi vse te tehnologije, ki pa seveda pustijo za sabo ene druge dobavitelje, to je pa jasno. Pred kratkim sem opazil eno raziskavo, kjer v Sloveniji zdaj smo v Evropski uniji že na 6. mestu, potem kako državljan vidi stopnjo korupcije v državi. Se pravi, smo kar zelo izredno visoko. No. Se vam zdi, da mogoče blockchain bi lahko to spremenil, ne? Že recimo imamo kar famozne primere, že v času te vlade vedno so kakšne afere, bodisi glede računalnikov, sodne palače, infrastrukturni projekti imajo vedno kupico enih vprašanj, odkje je ta denar, pa kako smo ga porabili, pa zakaj vse vedno toliko več stane. Bi blockchain lahko tukaj kaj rešil? Poglejte, tehnološko to lahko sam potrdim, je pa res, da samo tehnologija, ko jo daš, pa potem, če ne spremeniš, potem tudi
kulture funkcioniranja tudi ni dosti. Se pravi, tudi bomo rekli, zdaj prideš z blockchainom, pa si reši vse probleme. Ja. Ker potem, če isti ljudje na isti način iščejo načine, da kaj naredijo drugače, potem ti tudi blockchain ne more čisto do konca pomagati. Se pravi, da ti moraš seveda zavestno narediti to. Bom nekaj naredil bolj učinkovito, bolj transparentno, kaj na učinkovitosti pomeni uporaba AI, kaj na transparentnosti uporaba blockchain tehnologij in kaj je treba z zaposlenimi, tistimi, ki to upravljajo, skozi katere procese iti, da bodo to uporabljali na ta način, da se to potem izkoristi. Potem je to zagotovo oddajanje. To tudi dokazujejo najbolj, bom rekel, progresivne države, naprimer Južna Koreja je ena izmed takih. Že uporabljajo. Ampak oni so, naprimer, pred 2 leti zastavili si cilj, da bodo v metaverzu, v digitalnem dvojčku vzpostavili čisto vse javne storitve države. Okay. In bo lahko se državljan odločal, ali bo vse delal v živo ali pa vse v virtualnem svetu, kar pa pomeni, da je totalna transparentnost. V digitalnem svetu ni. In to počno. Oni so se odločili, so tudi investirali in gredo v tej smeri. Če pa tega ne narediš, seveda pa je to tako, kot je. Ja. Zanimivo je, da ste omenili Korejo, ker Koreja je že imela tisti poskus, oni so bili tudi eni praktično, ki živijo v prihodnosti, oni so imeli tudi že en poskus, kar močen spremeniti cel finančni sistem, takrat je šlo za tisto Terra Luno, ki se že ni končala najbolje, ampak se vidi, kako so v bistvu napredli in dovzetni do tega, da prihajajo do takih rešitev, čeprav so vmes tisti, seveda so izzivi, ki se pojavljajo. So, tudi napake se delajo, tudi oni so jih, ampak kaj? Par napak, zato da ti v parih korakih narediš nekaj veliko bolje, seveda je bolje kot pa stalno nazadovanje. Tako da Južnokorejci so zelo, nazadnje Samsung je njihovo podjetje, vemo, da imajo rešitve, pa ne samo to, tako da zagotovo. Okay, zanimivo. Super, se pravi, v Sloveniji bi lahko še nekaj naredili, ampak nekaj smo pa tudi že. Obdavčitev kriptosredstev sva že malo pokomentirala. Zakon se vam zdi, da je sploh kaj pozitivnega ali se vam zdi zelo negativno nastrojen? Jaz sem že prej poudaril, da se z kriptom kot takim, pa tudi z regulacijo nisem toliko ukvarjal. Je pa res, da tu, kako je zdaj ta zakon bil pripravljen, je pa to se tudi mene dotaknilo, čeprav nisem strokovnjak za to in seveda ocenjujem, tako kot vsi ostali, da regulacija je bila potrebna, je bilo potrebno nekaj narediti. To, kar je pa zdaj v tem predlogu, pa kolikor sam razumem, pa kolikor sem tudi videl tudi strokovno javnost, kjer je pa velik korak v napačno smer, ki ga je treba ustaviti, narediti razmislek in pripraviti en predlog, ki bo tak, ki bo seveda zreguliral, ki bo v tistem delu, kjer je treba določene davščine tudi pobral, ampak ne na način, da, kot ga razumem ta predlog, da dejansko je v enem delu tako zaostren, da se v veliki meri državljani sploh ne bodo odločili, da se ga bodo držali. In če bi kdo prav razumel to tehnologijo, potem teh rešitev ne bi zapisal, zaradi tega, ker bi vedel, da te, ki se ne bodo odločili samo prijaviti, da jih nekdar nihče ne bo mogel tudi dobiti. Tako da to je osnovni sporočilo nerazumevanja tehnologije. Lahko je potem tudi zadnji kak drug, namen ali pa to, da nekoga želiš postaviti ali pa veliko število državljanov neko stanje, ker se počuti, da nekaj krši. Čeprav mislim, da tudi s tem se ne zagotovi končnega cilja, da bi ti reguliral, da bi ti odmerjeno tisto, kar je pač potrebno, primerljivo seveda vsemi ostalimi mehanizmami, tudi državi odmeril, tisto, kar pa je tehnološko ali pa tudi vsebinsko ali pa tudi nesorazmerno, pa seveda ne boš naredil, ker še enkrat ali tega ne bodo spoštovali ali bodo pa se odločili in bodo šli drugam. Ja, to je recimo en zanimiv aspekt, ki ga redko slišim, ampak me veseli, da ste ga izpostavili. Tisti, ki ima željo, ampak je kar precej vešč te tehnologije, pa ima recimo kaj več denarja, govoriva
malo večjih recimo zneskih in si želi, tistega ne bojo dobili, no, ker je ta tehnologija. Nemogoče. Drugo pa, če gremo zdaj pa življenjsko naprej, pa to tudi zbrati tako bazo. Vemo, tu je predlog, da mora vsak državljan sam prijaviti, koliko kriptosredstev ima in mora to prijaviti in poslati državi. Ne? Zamislite si, da ta spisek pride v roke kriminalnim združbam. Ja. Ja. Mi tu pa tam beremo, ko so določene informacije, da kdo ima večja sredstva na kriptoračunih, do kakih kriminalnih dejanj je prišlo, ne, kako se izpostavi. In to niso heci. In zaradi tega tudi sicer državljani, ne, mi ne dajemo državi podatkov, koliko sredstva imamo sicer v Fiatu. Ker bi ti spiski seveda bi ogrožali najprej nas. Ne. In to so take rešitve, ki so nesprejemljive in mene res zanima, koga, oziroma vemo koga, ampak zakaj so šli v tej smeri. Mislim, da je res škoda. No. Ja, zanimivo tudi ta vidik, no, da ste izpostavili, ker je v zadnjih letih je kar nekaj prihaja do ugrabitev, kar ni hec, ne, ko ljudje ne more drugače priti do teh sredstev, ne, ampak tam ni tistih institucij zraven. Da, ker ta sredstva niso na banki, ta sredstva niso v trezorih, ne. Ta sredstva so na takih malih ključkih, ne, in tiste fraze, ki jih pač imajo nekje zapisane, so tudi nekje blizu z njimi. In to se da, vemo, zelo nasilno tudi pridobiti in to je tako, da bi tlakoval k nasilju. Ja, žal upamo, no. Zdaj trenutno, ko se mi dva pogovarjava, mislim, da je zakon v prvi obravnavi, bomo videli, kako se bo končal čez 3, ne. Mislim, da je bilo kar nekaj, čeprav pravijo, da ni bilo nekih smiselnih pripomb, da jih je bilo kar čez 350, no. Kakšen je zbral to, kar je Blockchain Alliance poslal, pa tudi, mislim, da MČM je obrtna zbornica, pa mislim, da še tudi Bitcoin društvo. Tako, da so bilo to argumenti, ne, tudi podkrepljeni z neki primerjavami, kako imajo druge države to urejene v Evropi. Ne, in mislim, da bodo mogli narediti, ali pa dobro bi bilo, da bi naredili razmislek. Bomo videli, kako se zaključi. Katere pa se vam zdi, da trenutno, še vseeno ne, blockchain sva rekla, da se v neki meri že sprejema, kje so pa recimo poleg tega, da centri moči pa regulacija ne pride še tako nasproti tehnologije, kje so največje ovire za širšo uveljavitev recimo blockchaina, mogoče pomanjkanje zaupanja, slaba uporabniška izkušnja, ne, še vseeno je to kar komplicirana tehnologija. Kje so te ovire, preden pridemo do tega, da je bo recimo blockchain povsod lahko? Jaz mislim, da v veliki meri blockchain že je v uporabnih tehnologijah, pa mi sploh ne vemo za njega, da se ne uporablja. Tako da se umika iz tistih, vem, da prva leta je bilo tako, da smo vedno iskali neke primere, da smo rekli, to je pa samo zaradi blockchaina. Se pravi, da tega je in to je normalno, to je adopcija in tega je vedno več in to je tudi prav. Ne? Zdaj pa, kje so pa dodatne razlogi, je pa ta uporabniška izkušnja. Vemo, da vendarle so še pri resnem ravnanju z walleti, ne, da ko to želiš, da bi bilo množično uporabljeno, da je vendarle potrebno malo več znanja kot pa sam navaden login. In tudi za te rešitve so že počasi rešitve take. Ne. Predvsem pa to, da vsaj moje mnenje je, da se tam, kjer bi se lahko uporabila tehnologija, da se zaradi različnih razlogov ni. To bi rekel, da je tisti največji še bariera. Ne. Bilo je veliko, tudi moramo priznati, poskusov, kjer se je uporabljalo predvsem zaradi nekih marketinških namenov, če pravi blockchain samo zato, da lahko. To je, ampak ne vem, če gledamo resne dobavne verige, ali je to na področju letalstva. Vemo, da smo preučevali pred časom, da praktično ni več primerov, da ne bi uporabljali te tehnologije, naprimer pri proizvodnji, pa pri
preprodaji hrane, Norveška praktično cela ribogojništvo pa izvoz so začeli slediti z blockchainom, tako da to prihaja. Mogoče ta odprtost, pa ta zavestna odločitev ali podjetja ali pa tudi posamičnih resorjev, ali to kmetijstvo, ali to, tudi področje izobraževanja. Ne vem, zakaj ne bi bila Slovenija prva, da bi rekla, da damo vse diplome pa vse formalno pridobljene izobrazbo, da bomo to potrdili na blockchainu. Ne vem, zakaj ne bi, če imamo rešitve, tudi evropska blockchain struktura. Se pravi, da mogoče tudi to, da tisti odločevalci, ali to v podjetju, ali to v državi, ne poznajo tako dobro, ne stopijo tako trdno za to, pa to uvedejo. Okay. Kakšno je pa vaše mnenje o tej digitalni identiteti? Zdaj je kar tesno povezana z blockchainom, Web 3.0, pa tudi Web 4.0, ki je bil prej internet lastništva, zdaj še ostale tehnologije zraven prihajajo. A lahko s pomočjo blockchaina nazaj vzamemo naše informacije? Ker zdaj v dobi teh socialnih omrežij in tega smo samo dajali, in se tudi kar nekaj izkoristi na škodoželen način. Zdaj pa blockchain bi lahko nekako varno nazaj vzel te informacije in opolnomočil mogoče posameznika. Ga vidite tudi v taki vlogi mogoče? Ja, prav pri tem načinu, kako rešitev digitalne identitete bomo imeli, bo velika razlika. Ker blockchain omogoči to, da imaš ti v svoji denarnici tiste podatke, ki so pač tvoji, in da jih ti z nekim tvojim konsentom z nekom deliš samo takrat, ko si se za to odločil. Tako. Ne pa tako, kot je zdaj, da so ti tvoji podatki, naprimer naši podatki, nekih je pri zdravstvenem sistemu, nekih je na upravnih enotah, nekih je na policiji, nekih je ne vem kje, in da vedno, ko do njih dostopamo, mi moramo do njih priti, se pravi, moraš neko potrdilo dobiti, moraš do tega dostopati. In seveda potem, da se lahko identificiramo, mi isti izziv, da moramo imeti, ali moraš imeti osebno izkaznico, kažeš, ali moraš imeti neke potrdila, ker ti nekaj. Tako da ti ta decentralizirana identiteta seveda to omogoča, je pa zopet v praksi videno, da večina držav članic, vključno Slovenija, se ne bo za to vrsto digitalne identitete odločilo. Se pravi, da bomo imeli digitalno identiteto, ki pa te funkcionalnosti ne bo imela. In zopet, mi smo naprimer še vedno sta ta dva tira, prav v sklopu tega Evropskega blockchain partnerstva se je prav ta razvijala, je razvita, ampak je velik boj med lobijem, ki zagovarja ono drugo, in tem. In se bojim, da bo zmagal prvi. Mogoče bo čas pokazal, da je to ta prava smer. No, pa ko smo lih na tej tematiki, kje pa vi vidite blockchain oziroma DLT tehnologijo mogoče čez 10 let, pa rečva v Sloveniji in pa tudi potem globalno? Kje vidite, da bojo največji koraki naprej narejeni? Jaz sem šel tu malo še širše, pa bom prej sem omenil virtualne svetove, tako imenovani metaverse, tako imenovano tudi povezavo, to, kar zdaj z Web 4 pa virtualnimi svetovi prihaja, da mi povezujemo fizični svet z virtualnim, digitalnim in nazaj tudi. Se pravi, da mi naredimo digitalni dvojček tovarne, v katerem imamo tudi fizično tovarno, v tej tovarni imamo proizvodno, teče, se odvijajo procesi, se ti podatki vnašajo in tudi povezujejo nazaj v ta digitalni dvojček tovarne, se v njej optimizirajo proizvodni procesi in je na ta način neka fizična povezava med digitalnim in fizičnim. V tem procesu je blockchain tehnologija ključna, zaradi tega, ker ti v digitalnem svetu edina, ki ti zagotavlja to, da ti transparentno, nezamenljivo pove, da je tale kozarec notri unikaten. Naprimer, to je samo en primer. Vse ostalo, cela ekonomija v virtualnem svetu je utemeljena, brez tega ni ekonomije noter. V tej smeri gledam jaz blockchain tehnologijo. Ne vem, ko se bo umetna inteligenca še bolj koristila, bomo imeli vedno več izzivov na avtorskih pravicah, na neki sledljivosti nekih procesov, ki bodo,
ne vem, v veliki meri, vemo, zdaj prihajajo multi-agent rešitve, ne, pa potem multi-agent in tako. In potem vse te veliko število transakcij, poslovnih modelov, vse to slediti je nemogoče ročno. Ne? In rabiš tako tehnologijo, ki ti bo podpirala te procese. In to je zopet blockchain tehnologija. Ne? Zaradi tega, ker ti po eni ravni ti omogoča plačevanje mikrotransakcij, kar je zelo pomembno, ne? Ti, ko izvajaš različne te, ne rabiš, da ti to, in transparentnost. Ne? Tako da tu nekje, več pa ne bi si upal sanjati. 10 let je kar dolga doba. Ne? Ja, sploh v tem svetu, je res kar dolga. Kaj bi vi, zdaj recimo, da imate čisto popolnoma proste roke pri oblikovanju te morebitne prihodnosti blockchaina? Kaj bi spremenili, kaj bi uvedli, kaj bi naredili? Na evropski ravni jaz bi začel uporabljati blockchain infrastrukturo, katera je zgrajena, preko nekaj 100 milijonov evrov je Evropa investirala v to, pa zdaj praktično takle pending, ne? To. Istočasno je bilo razvitih za javni sektor, mislim, da 5 ali 6 zelo uporabnih aplikacij, bi poklical vse ministre za digital, pa bi rekel, lejte, da začnite uporabljati. To je tak čist prvi korak, ki bi ga naredil. Ne? Resni razmislek po popravku Mike, iz tistega dela, o katerem smo govorili. In to pa je Evropska unija, pa tudi upam, da bo Slovenija vedno bolj razumela, da se ne gleda samo umetno inteligenco kot, bom rekel, potencialno rušilno prihajajočo tehnologijo, ampak da je tu nujno zraven tudi uporaba blockchain tehnologije. Potem pa, ne vem, v Sloveniji, ne, mi imamo 2019, nam še vedno teče tesna nacionalna blockchain infrastruktura, ki kadarkoli, ko se bi država odločila, lahko postane to tudi nacionalna, jo prevzame v upravljanje država, tako kot je Španija, zdaj bo prva, ki bo to tudi naredila. Tudi tam so kolegi iz Alastrije, ki so podobno imeli tesno drugo v Evropi za nami, so zdaj tako daleč prišli, da mislim, da 90% občin odpira node in vzpostavljajo infrastrukturo. V zadnji pa seveda vse te storitve dajo tudi na blockchain. To so različne storitve. To bi si po Sloveniji želel, no? da bi te korake naredili, ker v končni fazi podjetja imamo tukaj. Hashnet je še vedno v Sloveniji, Origin Trail tudi, pa še številna druga. Potrebe po takih rešitvah so. In če bi to naredili, pa zelo hitro pokazali, to smo tudi takrat izkoriščali, da smo zelo early adopterji bili, ne, da bi lahko iz tega seveda tudi zopet neke velike potenciale dobili, da te storitve razširimo po evropskem trgu, pa tudi širše. Super, vrhunsko. No, jaz sem kar vesel, v bistvu, da sem se dotaknila danes tako močno te tehnološke plati. Jaz sem to predvsem rad, mogoče sem malo pristranski glede tega, ampak ker smo tudi finančni podcast, po eni strani, po vsakega gosta vprašam, dajte, sploh ni treba odgovoriti, če vam je preveč osebno, ampak zato, ker nas zanima tudi vlaganje. Če vlagate, kako izgleda recimo vaš portfelj? Ne, jaz pa ne vlagam. Ne vlagam. Sem pomogel razočarati. Noben problem. Ampak sem imel pri kriptovlaganjih sem imel en trenutek v času, to je bilo tam zelo 2016, kjer sem kupil 2-3 Ethereume, ko so bili še po 56 evrov. Ja. Pol pa sem toliko spremljal, rekel, tudi ta intenzivni fokus tistih, ki so se s tem ukvarjali, da sem pri sebi odločil, vendar sem tudi inženir strojništva, da se bom raje na tehnologijo, kot pa na to. Pa moram priznati, da mi je večkrat žal, da sem naredil tako, večkrat mi pa tudi ni, zaradi tega, ker sem pač lahko tudi na tem področju tehnološkem. Tako da, ja. Prav zmenjeno, nič narobe. Poglejte, tudi ta del mora biti absolutno. Tako da jaz bi se vam potem zahvalil še enkrat za obisk. Povejte mi, kaj bi si želeli, da si gledalci mogoče najbolj zapomnijo v današnjem pogovoru, ali pa če imate kakšno sporočilo nasploh. Prej smo že poudarili, če želimo drugačno prihodnost, pol si jo moramo želeti in na glas povedati, kakva naj bo. In v primeru blockchain tehnologij, decentraliziranega interneta, je to osnovno zavedanje, da vemo, kaj lahko
kot posameznik pridobim pri tem in da seveda, če bom se tega zavedal, pa če bom to pričakoval, da se udejani in tudi jasno izrazil, da se to tudi lahko poveča možnost, da bo. To bi želel, no? Ker to bo sprožilo tudi to, da vse te izzive, ki jih Slovenija ima, jih bomo verjetno hitreje tudi prebrodili. Pravi, super. Vrhunsko, Tadej Slapnik, še enkrat najlepša hvala za obisk. Kje vas lahko spremljajo naši gledalci, preberejo kaj več o vaših projektih, ste kaj aktivni na spletu? Od LinkedIna do Facebooka, Instagrama, spletna stran, tako podjetje Hashnet kot Inštituta za industrijo 5.0. Nismo kaj veliko v njemu rekli, ampak v njem, naprimer, tudi zelo progresivne korake tehnološke delamo. Moji kontakti so praktično od telefonske številke, maila dostopni vse posod, sicer pa tudi, če se obrnejo na vas, z velikim veseljem lahko me povežete. Super, vrhunsko. No, hvala lepa. Hvala tudi vam. Vse dobro.